Ko je padel večer 14. aprila leta 1912, je bil severni Atlantski ocean miren. Nebo je bilo jasno, skoraj da ni bilo valov in največja ter ena izmed najbolj razkošnih potniških ladij tistega časa je mirno plula. To je bil RMS Titanic. Medtem ko so potniki jedli, počivali in se pogovarjali, nihče ni vedel, da so na poti pred njimi veliki ledeni gorami. Šele 4 dni so minili, odkar je Titanic odplul iz Southamptona v Angliji. To je bilo prvo potovanje ladje, njen cilj pa je bil New York v Združenih državah Amerike. Titanic je bil v lasti in upravljanju podjetja White Star Line, britanske ladjarske družbe. Na potovanju je bil tudi J. Bruce Ismay, najvišji uradnik podjetja, ki upravlja ladjo. Titanic je bil dolg približno 269 metrov. Tehtal je več kot 46.000 bruto ton in imel 9 krovov za potnike, posadko, stroje in drugo opremo. V tistem času so ga imeli za največjo stvar, ki jo je človek ustvaril in se lahko premika. Titanic se ni ponašal samo s svojo velikostjo. Imeli je električne luči, dvigala, bazen, telovadnico, turško kopel, velike jedilnice in razkošne sobe. Za bogate potnike je bila ladja kot luksuzni hotel, ki plava sredi morja. Toda življenje vseh na krovu ni bilo enako. Potniki so bili razdeljeni na prvo, drugo in tretji razred. V prvem razredu so bili nekateri najbogatejši ljudje tistega časa. Med njimi je bil tudi John Jacob Astor IV, bogat ameriški poslovnež. Z njim je bila njegova mlada žena Madeline Astor, ki je bila takrat noseča. Tam je bil tudi Benjamin Guggenheim, ki je prihajal iz bogate družine, znane po poslu. Z njimi v prvem razredu so bili še drugi poslovneži, politiki in člani premožnih družin. V drugem razredu pa so bili učitelji, pari, podjetniki, poslovneži in drugi strokovnjaki. Čeprav njihov del ladje ni bil tako razkošen kot prvi razred, je bil še vedno boljši od običajne namestitve na številnih ladjah tistega časa. V tretjem razredu je bilo več kot 700 potnikov. Večina med njimi so bili priseljenci iz Irske, Skandinavije, Libanona, Hrvaške ter drugih delov Evrope in Bližnjega vzhoda. Mnogi med njimi so prodali svoje stvari in porabili velik del svojih prihrankov za nakup vozovnice. Potovali so v Združene države Amerike, da bi poiskali delo in začeli novo življenje. Skupaj je bilo na Titanicu več kot 2200 potnikov in članov posadke. Med potniki jih je bilo več kot 300 v prvem razredu, več kot 200 v drugem razredu in več kot 700 v tretjem razredu. Različen je bil njihov družbeni položaj, a vsi so zaupali ladji, na kateri so bili. Titanic je bil velik in imel je 16 vodotesnih prekatov. Ti deli so bili posebej zasnovani. Zasnovani, da preprečijo širjenje vode, če bi bil kateri del ladje poškodovan. Zaradi svoje velikosti in sodobne zasnove se je razširilo prepričanje, da je Titanic izjemno varen. Nekateri časopisi so ga celo opisali kot skoraj nepotopljivega. Zato 14. aprila večina potnikov ni imela razloga za strah. Ladja je plula hitro in gladko. Dosegla je približno 21 vozlov ali skoraj 39 km na uro. To je bilo blizu običajne najvišje hitrosti Titanica za to potovanje. Medtem ko so bili ljudje na ladji samozavestni, so začela prihajati opozorila o ledu, eno za drugim. Okoli 9. ure zjutraj je kapitan Edward Smith prejel, kapitan Titanica, sporočilo z ladje Caronia. Opozarjalo je na ledene gore in obsežna območja ledu v Severnem Atlantiku. Okoli 43:42 je prispelo še eno sporočilo z ladje Baltic. Poročali so, da so opazili veliko ledenih gor in ledenih polj blizu poti, po kateri bodo pluli. Kapitan Smith je prebral opozorilo. Pokazal ga je tudi J. Bruceu Ismayu, preden ga je kasneje odložil v kartno sobo ladje. Nekaj minut kasneje je skozi brezžično sobo Titanica prispelo sporočilo z ladje Amerika. 2 veliki ledeni gori sta bili opaženi v istem delu Atlantika, ki se mu je Titanic približeval. Toda sporočila niso več dostavili častnikom na mostu. Most je kraj, kjer so kapitan in častniki, ki nadzorujejo smer in hitrost ladje. Zato, če pomembno opozorilo ne pride tja, morda to ne bo vključeno v njihovo odločitev. Okoli 19:30 je Titanic prejel še eno sporočilo, ki je sporočalo, da so pred njimi 3 velike ledene gore. In ko je ura odbila 21:40, je prišlo najpomembnejše opozorilo z ladje Mesaba. Njeno sporočilo je bilo jasno. Na samem delu morja, kamor je plul Titanic, je bilo veliko velikih ledenih gor in gostega ledu.
Toda tudi to opozorilo ni prispelo. Ne do kapitana Smitha, ne do drugih častnikov na mostu. Takrat sta bila brezžična operaterja, Jack Phillips in Harold Bright, zaposlena. Imela sta veliko osebnih sporočil potnikov, ki so jih morala poslati v Cape Race, komunikacijsko postajo v Newfoundlandu v Kanadi. Biti brezžični operater še ni bila glavna naloga navadnega zaposlenega na ladji. Namreč, delali so za podjetje Marconi in velik del njihovega dela je bilo pošiljanje plačanih sporočil potnikov. Zato so zaradi obilice dela opozorilo Mesabe dali na stran. Čeprav je bil Titanic že zelo blizu območja, polnega ledu, to ne pomeni, da nihče ni vedel za nevarnost. Nekateri častniki so bili zadolženi za natančno opazovanje morja, vendar je Titanic še vedno plul hitro, saj je bilo nebo jasno in morje mirno. Za častnike tistega časa je bilo lažje opaziti ledeno goro, kadar je bilo vreme lepo, toda izjemno mirno morje skriva nevarnost, ko so valovi udarijo ob dno ledene gore in ustvarijo bele mehurčke. Ti mehurčki pomagajo, da se led vidi tudi v temi, toda tisto noč skoraj da ni bilo valov. Prav tako ni bilo lune, ki bi lahko osvetlila morje, zato je bilo, kljub jasnemu nebu, zelo težko opaziti temno obliko v daljavi. Medtem ko je Titanic še naprej hitro plul, se je tudi običajno življenje na ladji nadaljevalo. Bogati potniki so večerjali, družine so počivale in na najvišjem delu ladje sta dva opazovalca še naprej gledala v temno morje. Še vedno nista videla ledene gore. Toda Titanic se ji približuje s hitrostjo več kot 21 vozlov. V tistem času veliki ladji običajno niso takoj upočasnile, ko so poročali o ledeni gori. Nekateri častniki so namreč verjeli, da se hitrejša ladja lažje izogne oviri, ker ima večji nadzor nad smerjo. Toda tisto noč se bo izkazalo, da je to prepričanje nevarno. Kapitan Titanika je bil kapitan Edward Smith. Imel je 62 let in bil eden najbolj izkušenih kapitanov družbe White Star Line. Pričakovalo se je, da bo to eno njegovih zadnjih potovanj pred upokojitvijo. Okoli 21:20 se je kapitan Smith odpravil počivati. Na mostu je pustil prvega častnika Williama Murdocka, častnika, ki je začasno odgovoren za smer in hitrost ladje. Medtem ko so častniki opazovali temno morje, je bilo življenje na Titaniku še vedno mirno in veselo. Večerja v jedinici prvega razreda je bila končana. Nekateri premožni potniki so odšli v salon, sprejemno sobo in kadilnico, da bi klepetali. Igrali je bend, ki ga je vodil Wallace Hartley, 33-letni violinist iz Anglije. Igrali so valček, ragtime in drugo priljubljeno glasbo tistega časa. V tretjem razredu so imeli potniki svoje zabave. Nekateri so plesali, peli in igrali na harmoniko. Veliko jih je bilo navdušenih, saj so mislili, da bodo kmalu začeli novo življenje v Združenih državah. Toda ob 11:30 zvečer se je ladja postopoma umirila. Veliko potnikov je že spalo v svojih kabinah. Zunaj je bilo zelo temno in zelo mrzlo. Temperatura na krovu je dosegla približno -2 stopinji Celzija. Ni bilo lune, skoraj ni bilo vetra in noben val ni udarjal ob ledene gore. V opazovalnem košu, visoko na sprednjem delu ladje, sta bila na straži Frederick Fleet in Reginald Lee. Onadva sta bila opazovalca, zadolžena za iskanje kakršnekoli nevarnosti pred ladjo. Nista imela daljnogledov, ker je bil ključ od omarice z njimi pozabljen, še preden je Titanic odplul iz Southamptona. Vendar pa ni gotovo, ali bi daljnogledi sploh pomagali preprečiti trk. V temni noči so opazovalci običajno najprej uporabljali svoje oči, da so imeli širše vidno polje. Okoli 23:40 je Frederick Fleet opazil temno obliko pred ladjo. Bila je to ledena gora. 3-krat je pozvonil z opozorilnim zvoncem. To je pomenilo, da je nevarnost naravnost pred ladjo. Tako je poklical na most in rekel: "Ledena gora, naravnost pred nami!" Prvi častnik Murdock je hitro ukrepal. Ukazal je, naj Titanic zavije v levo in spremeni delovanje motorjev. Ladja se je začela obračati, vendar je bila ledena gora že preblizu. Sprednji del Titanika je šel mimo, vendar je desni bok ladje pod vodo podrsal ob ledeno goro. Trk je trajal le nekaj sekund. Večina potnikov ni občutila močnega sunka, zdelo se je le kot rahlo tresenje tal. Nekateri se sploh niso zbudili. Nekateri so opazili majhne koščke ledu, ki so padli na krov. Mislili so, da to nima velikega vpliva, toda pod ladjo se je zgodilo nekaj hujšega. Ledena gora ni naredila dolge odprte razpoke. Namesto tega je ukrivila nekaj jeklenih plošč in odprla njihove spoje. Zaradi tega voda je hitro vdrla v ločene dele ladje. Titanic je imel
16 vodotesnih prekatov. Ladja bi lahko ostala na površju, tudi če bi bilo poplavljenih do 4 prekatov spredaj, toda zaradi trka je voda vdrla v vsaj 5 prekatov. Ko je premet ladje postajal vse težji, voda je tekla iz enega prekata v naslednjega. Višina vodotesnih sten ni bila dovolj, da bi to preprečila. Kapitan Smith se je takoj vrnil na most. Skupaj s Thomasom Andrewsom, 39-letni ladijski arhitekt, ki je pomagal pri oblikovanju Titanika. Osebno sta pregledala škodo. Andrews je zelo dobro poznal zgradbo ladje. Ko je videl, koliko prekatov je poplavljenih, je takoj razumel, kaj se bo zgodilo. Titanika ni bilo več mogoče rešiti. Andrews je kapitanu Smithu pojasnil, da lahko ladja ostane na površju le približno 1,5 do 2 uri. Zaradi tega je kapitan Smith ukazal pripraviti rešilne čolne in zbuditi potnike. Tukaj se je pojavil še en velik problem. Titanik je imel 20 rešilnih čolnov, vendar so lahko sprejeli le približno 1178 ljudi, medtem ko je bilo na ladji več kot 2200 oseb. To pomeni, da bi tudi, če bi napolnili vse rešilne čolne, več kot 1000 ljudi še vedno ostalo na ladji. Titanic ni kršil zakona. Pravzaprav je imel celo več rešilnih čolnov, kot so takrat zahtevala britanska varnostna pravila. Težava je, ta pravila so bila sprejeta leta 1894. Ko so bile ladje še manjše, teh pravil niso posodobili za ogromne ladje, kot je Titanic. Takrat so mislili tudi, da bodo rešilni čolni uporabljeni samo za prevoz potnikov na bližnjo reševalno ladjo. Zakonodajalci niso pričakovali, da bo treba vse ljudi na veliki ladji hkrati evakuirati sredi oceana. Titanic je poslal klic v sili. Ena od ladij, ki je prejela signal, je bila RMS Carpathia, potniška ladja, oddaljena približno 58 milj. Carpathia je takoj obrnila in plula s svojo največjo hitrostjo. Toda tudi če je šla na vso moč, je potrebovala še nekaj ur, da bi dosegla Titanic. Titanic je imel le približno 2 uri, preden bi popolnoma potonil. Začeli so spuščati rešilne čolne, vendar je bil postopek kaotičen. Veliko potnikov sprva ni verjelo, da bo ladja potonila. Niso želeli zapustiti toplega in osvetljenega Titanika, ter se vkrcati na majhen čoln v temnem in ledenem morju. Tudi pojasnila častnikov o tem, koliko ljudi je varno mogoče namestiti v vsak rešilni čoln, niso bila enotna. Zato so okoli 12:45 po noči spustili rešilni čoln številka 7, čeprav ni bil poln. Vanj bi lahko sprejeli približno 65 ljudi, a na njem je bilo le 28 oseb. Medtem ko se je prvi rešilni čoln oddaljeval, je na krovu ostalo še veliko potnikov, saj večina še ni razumela, da se je začela zadnja ura Titanika. Medtem ko so spuščali rešilne čolne, veliko potnikov še vedno ni verjelo, da bo Titanik res potonil. Ladja je bila še vedno osvetljena, orkester je še igral, tla pod njihovimi nogami so bila skoraj ravna. Za njih je bilo bolj strašljivo ukrcati se na majhen rešilni čoln, ki ga bodo spustili skoraj 20 metrov navzdol v temno in ledeno morje. Zaradi tega so nekateri potniki zavrnili ukrcanje, drugi so se celo vrnili v svoje kabine. Še težje je bilo za tiste v 3. razredu. Bili so v drugem delu ladje in njihove sobe so bile daleč od ladijskega krova, kjer so bili rešilni čolni. Prečkati so morali veliko stopnic in povezanih hodnikov. Veliko jih ni dobro poznalo ladje in nekateri tudi niso dobro razumeli angleščine. Na ladji so bile tudi ovire, ki so ločevale različne dele ladje. Do danes se še vedno razpravlja, ali vrata namenoma niso bila takoj odprta, ali pa je to bil le rezultat zmede in pomanjkanja navodil. Vendar je bil rezultat jasen. Približno 62 potnikov 1. razreda je preživelo. V 2. razredu jih je preživelo 41%. V 3. razredu jih je preživelo le 25%. Od celotne posadke jih je preživelo manj kot 24%. Eden od tistih, ki so se vkrcali na rešilni čoln, je bil J. Bruce Ismay, glavni direktor White Star Line. Vkrcal se je na zložljivi rešilni čoln C, preden so ga spustili. Ker je bil eden najvišjih uradnikov podjetja, ki je bilo lastnik Titanika, po tragediji je bil deležen hudih kritik. Toda po britanski preiskavi je Ismay najprej pomagal drugim potnikom pri vkrcanju. Vkrcal se je šele, ko so rešilni čoln že spuščali in ob njem ni bilo več nikogar, ki bi čakal. Kljub temu pa vprašanje, ali je bilo prav, da je visoki uradnik podjetja preživel, medtem ko je umrlo več kot 1500 ljudi, ni nikoli izginilo. Medtem pa je bend Wallacea Hartleya še naprej igral na palubi z rešilnimi čolni. To so storili, da bi zmanjšali strah in zmedo med evakuacijo potnikov.
Igrali so priljubljene valčke in verske himne, medtem ko se je sprednji del ladje še naprej potapljal. Obstaja znana zgodba, da je bila njihova zadnja pesem Nearer My God to Today. Vendar se spomini preživelih razlikujejo, zato ni gotovo, ali je bila to res njihova zadnja pesem. Jasno je, da so igrali, dokler so lahko. Nihče od 8 članov benda ni preživel. Sredi strahu so nekateri potniki dali prednost svojim družinam. John Jacob Astor je svojo nosečo ženo Madeleine odpeljal do rešilnega čolna številka 4. Prosil je, da bi lahko šel z njo, ker je bila njegova žena noseča. Toda niso mu dovolili, saj so takrat prednost imeli ženske in otroci. Astor se ni prepiral in je pustil, da rešilni čoln odpluje. Madeleine je preživela. John Jacob Astor pa je umrl, ko je Titanic potonil. Benjamin Guggenheim je najprej pomagal ženskam pri vkrcanju v rešilne čolne. Ko je videl, da ima malo možnosti za preživetje, sta se z njegovim pomočnikom preoblekla. Oba sta si nadela svoja najboljša oblačila. Po pripovedovanju enega od stevardov je Guggenheim rekel, da sta pripravljena umreti kot gospoda. Tudi on ni preživel. Medtem ko se je evakuacija nadaljevala, brezžični operater ni prenehal prositi za pomoč. Jack Phillips in Harold Bright sta še naprej pošiljala klice na pomoč, čeprav je voda že vdirala in je elektrika slabela. Phillips je ostal pri brezžični napravi skoraj do zadnjega trenutka. On ni preživel. Bride pa je uspel priti do prevrnjenega zložljivega rešilnega čolna in je preživel, čeprav je bil v zelo slabem stanju. Okoli 2 ure zjutraj je bil sprednji del Titanika že potopljen. Medtem ko se je premec vse bolj pogrezal, se je zadnji del ladje dvigal. Ljudje so začeli drseti po krovu. Držali so se za ograje, vrvi in vse, kar so lahko prijeli. Znotraj ladje so se mize, postelje, stroji in druga težka oprema odlepili. Vse to je padalo proti potapljajočemu se premcu. A luči so še vedno delovale. Inženirji in električari so ostali v spodnjem delu Titanika. Še naprej so poganjali generatorje, črpalke in luči, da bi pomagali pri evakuaciji zgoraj. Noben od glavnih inženirjev Titanika ni preživel. Okoli 2:18 zjutraj so luči dokončno ugasnile. Ker je bil premec že pod vodo, krma pa visoko dvignjena, klub Titanika ni več zdržal izjemne teže in pritiska. Ladja se je zlomila na 2 velika dela. Najprej je potonil premec. Ostanki so potonili na dno Severnega Atlantika, kjer je globina več kot 3800 metrov. Krma ali zadnji del Titanika je za kratek čas ostala nad vodo. Nato je tudi ta začel toniti. Ob 2:20 zjutraj, 15. aprila 1912, je Titanik dokončno izginil s površja morja. Minilo je približno 2 uri in 40 minut, odkar je trčil v ledeno goro. Več kot 1000 ljudi je ostalo v ledeno mrzli vodi. Temperatura morja je bila ocenjena na -2 stopinji Celzija. Pri takšnem mrazu telo hitro oslabi. V samo nekaj minutah človek težko premika telo in diha. Veliko ljudi je izgubilo zavest, še prednje je prispela pomoč. Nekaj reševalnih čolnov je imelo še prosta mesta, vendar se večina ni takoj vrnila. Potniki so se bali, da bi lahko prišlo do panike in bi se njihov reševalni čoln prevrnil, če bi se hkrati prijelo preveč ljudi. 5. častnik Harold Lowe je organiziral vrnitev reševalnega čolna številka 14. Najprej je nekaj potnikov iz tega čolna preselil v druge reševalne čolne, preden se je vrnil na kraj, kjer je potonil Titanik. A vendar je bilo prepozno. Le 4 ljudi so uspeli rešiti žive iz vode, eden od njih pa je umrl še preden je prispela reševalna ladja. S preostalih reševalnih čolnov so preživeli slišali krike ljudi, ki so ostali v morju. Kmalu so ti kriki začeli pojemati in počasi utihnili. Nato je vse okoli postalo tiho. Okoli 4. ure zjutraj je prispela ladja RMS Carpathia. To je bila ladja, je prva odzvala na klic v sili Titanika. Posadka ladje Carpathia je pripravila odeje, tople napitke, zdravila in prostor za ranjene. Preživeli so bili eden za drugim ukrcani na ladjo iz reševalnih čolnov. Rešenih je bilo več kot 700 ljudi. Vendar jih je več kot 1500 umrlo. Med njimi je bil tudi kapitan Edward Smith, kapitan Titanika, in tudi Thomas Andrews, pomorski arhitekt, ki je pomagal pri oblikovanju ladje. Ko se je novica razširila, je bil ves svet šokiran. Ne samo zaradi velikega števila žrtev, ampak tudi zato, ker je bil Titanik simbol sodobnega inženirstva.
To je pokazalo, da ne glede na to, kako velik in napreden je nek stroj, lahko še vedno odpove, če so odločitve napačne in če ni dovolj varnostnih priprav. Združene države in Velika Britanija sta izvedli ločeni preiskavi. Preučili so hitrost Titanika in opozorila na ledene gore, pomanjkanje reševalnih čolnov, ravnanje častnikov in kaotično evakuacijo. Nihče ni bil kazensko ovaden. Vendar so se pravila plovbe spremenila. Po tragediji so uvedli strožja mednarodna varnostna pravila. Potniške ladje morajo imeti dovolj reševalnih čolnov in opreme za reševanje življenj. Redne vaje za nujne primere so postale še pomembnejše, neprekinjena radijska komunikacija in ustrezno opazovanje ledenih gor. Ustanovljena je bila tudi mednarodna ledena patrulja, ki nadzoruje ledene gore v Severnem Atlantiku in opozarja ladje, ki tam plujejo. Zato ledena gora ni bila edini razlog, zakaj je potonil Titanik. Veliko težav se je zgodilo hkrati. Nekatera opozorila niso takoj prispela do poveljniškega mostu. Hitrosti ladje niso bistveno zmanjšale. Rešilnih čolnov ni bilo dovolj za vse. Nekateri rešilni čolni so bili spuščeni na pol prazni in veliko potnikov ni bilo pravočasno obveščenih ali poučenih, kam naj gredo. Niso vse odločitve, sprejete tisto noč, veljale za napačne. Leta 1912, toda tragedija je pokazala, da stara varnostna pravila niso več zadostovala za tako veliko in sodobno ladjo. To je najpomembnejša lekcija Titanika. Ni dovolj, da mislimo, da je nekaj varno, samo zato, ker je novo, veliko ali narejeno z najboljšo tehnologijo. Še vedno se moramo pripraviti na najslabše, kar se lahko zgodi, kajti včasih tragedije ne povzroči ena velika napaka. Veliko majhnih težav, ki jih ne odpravimo takoj, se lahko združi, dokler nesreče ni več mogoče preprečiti. Torej, po tvojem mnenju, kdo nosi največjo odgovornost za to, kar se je zgodilo? Ali je to kapitan Edward Smith, ker ni dovolj zmanjšal hitrosti Titanika? Ali je to White Star Line, ker ni bilo dovolj reševalnih čolnov za vse? Ali pa stara varnostna pravila, ki niso sledila velikosti in hitrosti novih ladij? Več kot 100 let je že minilo. A o odgovoru se še vedno razpravlja. Jasno je, da ni bila samo ledena gora tista, ki je potopila Titanik. Skupaj z ladjo je potonilo tudi pretirano zaupanje ljudi v ladjo, za katero so mislili, da je skoraj nepotopljiva.